Če tle padem, bom padla 1 meter. A grem naprej. Najkrajši dan v letu je na Švedskem res kratek. Ker je po 3 tednih končno posijalo sonce, smo si rekli, da je res skrajni čas, da gremo spet na en piknik in kratek izlet, tako da smo napakirali ruzak in imeli res lep dan. Ne vem, a to pomeni, da se starava, ampak midva res ful uživava, ko je minus zunaj zjutraj odpreti obe okni v spalnici, da se zlufta in da not pride res tak svež zrak. No, na sončne dni pa še bolj kakor v hladnem jutranjem zraku uživava v kuhinji, ko si pripravava zajtrk in je res vse skupaj ful lepo osvetljeno in lahko res gledamo lepo osvetljen travnik, ki nas obdaja, in kakšna jutra vidimo tudi kakšne živali. Ok, čaj pa kao mava, noge. Za jest, slica, nos, pribor za pit, pa mleko za kavo. Zdaj, danes sicer ni tako zelo mrzlo, tako da je samo malo minusa, ne bi bilo nujno tole narediti, ampak so vseeno par ur prej priklopila avto. Tele. V bistvu imajo praktično vsi švedski avti vgrajen ta grelc, ki greje hladilno tekočino, tako da motor pol lepš in lažje vžge. Poleg tega ima noter tudi tole. To je pa grelc za kabino, ki lepo jo se greje. Da je pa malo bolj prijetno se peljati. Ja, pet hop. Gremo nekam, kjer še nismo bili, da malo raziščemo našo bližnjo okolico, tako da upava, da bo lep izlet. Pot naj bi sicer bila po močvirju in prebrala sva, da naj bi bilo zelo mokro. Bomo videli, a bo prehodno ali ne. Upajmo, da bo. Ja, zdaj treba malo paziti, res ful drsi. Šnovki izgleda ne toliko. Je že padla. Ojoj. Zdaj pa ne vem, če bomo prišli čez. Ja, ne vem, mogoče je sam poplavljena ta brv. Bomo videli. Probi počas. Ja, ni brvi. Ali pa je? Je? Je, ena dilca. Ok, počas. Če tle padem, bom padla 1 meter. A grem naprej? Ja, ne past. Ja. To je res globok. Ja, ne vem, a se obrnemo?
A si na varnem? Ne, nisem. Zdaj bo šlo čez gojzarje. Pa pojva nazaj. Sem pazi zdaj. Počas. Mogoče to počas, kaj jaz približno v vodi mogo. Sem na varnem. Česar se na Švedskem treba navaditi, je to, da ko se dan krajša in daljša, se to dogaja zelo hitro. V najhitrejšem delu spreminjanja zgubiš enih 10 minut dneva na dan, se pravi zjutraj 1:05 pa zvečer 1:05, kar se recimo v enem tednu nabere lahko tudi pol ure, odvisno koliko se hitro krajša, odvisno v katerem času gledamo. Ampak to v bistvu pomeni, da se zelo hitro zgubiš občutek za čas oziroma za dolžino dneva, gledaš ven in je zahod in misliš, ok, se je ura 6-7, pa pogledaš na uro, pa je lahko že tudi 5:30 ali pa 5, res se ful hitro spreminja. Tako da to so tudi na ta dan malo zafrknila, malo sva pozabila, da je to kratek dan. Pozabila sva tudi ukalkulirati, da se moramo do izhodišča še peljati, ker so se zdaj res navadila, da na večino izletov gremo kar iz hiše, tako da sem mogla na koncu kar malo pohiteti. Mislila sva cel krog narediti, tukaj je ena taka lepa krožna pot, pa smo mogli na koncu malo skrajšati. Olej, se tle to drva. Moje so bolj suha, kot najina. Ja, katerih par porabila. Nama je res že čisto logično postalo, da so posod bivaki in drva, da lahko to brezplačno uporabljaš in da je to res ful velik luksus, ki ga ni v drugih državah oziroma v redkih. To samo pomeni, da so Švedi res ljudje, ki radi preživljajo čas zunaj, da se ful družijo, imajo te piknike in na splošno zelo uživajo v naravi. A se sončaš? Nabiram vitamin D. Prav nabiraš ga? Kje imaš pa košarico? Za domov ga bom vzela. Sam sonce pa nič ne greje. Nažalost. Ja, res je že nizko. Ampak sem pa še, da je končno sončno. Kaj je šnaf, ki je diši klobasice? Se kar dober. Bolj že bilo z infom, če ga ne bi pozabila. Pa sirom, če ga ne bi pozabila. Ja. Ampak vsaj toplo je. Morava še kupiti to klobaso. Ja. Sem to ni una italijanska. A ja? Mhm. Sem mislila, da je una iz Lidla. Ja, je iz Lidla, sem ne una, ki se je v polet kupala. Nima jih več. Po mojem bila una sem neka poletna. Moje so samo sezone, zdaj ima ful malo klobas v resnici. Aha. Zdaj pa gre ti riti pržgat. Pa gremo. Imaš čiste tačke. Ja,
čiste. Kaj vse zaledenel, pa ni blatka. Ja, vidi. Kaj je lepo toplo. Velikokrat slišimo ali pa preberemo komentarje, da tukaj na Švedskem, bolj na severu, je pa res kratek dan in da marsikdo tega ne bi mogel in da je to res grozen, ampak v resnici definitivno ima kakšne slabosti, malo bolj je treba planirati, da izkoristiš tisti del dneva, ki je sončen in svetu, ampak ima pa v resnici zelo veliko prednosti. Ena izmed teh je tudi, da je noter pol ful prijetno ob kaminu, svečah in taka res prijetna atmosfera, tako da midva sva bila že lani in letos tudi kar malo žalostna, da se je dan dejansko začel daljšati.